Delavci migranti so pogosto lahek plen lovcev na poceni delovno silo. Obljubljena dežela za višanje osebnega ekonomskega statusa kaj hitro postane najhujša nočna mora, iz katere se težko izvijejo. Zaradi bojazni pred izgubo službe namreč pretrpijo marsikaj, čeprav v delavski svetovalnici zadnje čase beležijo porast prijav neprimernega vedenja delodajalcev. Dnevno bi rekel, da najmanj 20 do 30 kontaktov, torej to je na dnevni bazi. Seveda so določeni primeri, ko se posamezni delavci tudi večkrat na dan obračajo na nas, ker so zadeve res urgentne, ampak že ta številka marsikaj pove, tako da ni ravno, kot ste rekli, rožnata slika tukaj gor na severu baje. Kljub vsemu pa delavci migranti še vedno ukrepajo dokaj pozno, ko so temeljne kršitve delovne in socialne zakonodaje ponavljajo že dlje, ko so dejansko že nekaj časa brez izplačane plače, brez prispevkov, brez regresa in s 300 delovnimi urami v mesecu. Tukaj gre res za, vsaj po opažanju z naše strani, ne samo za količino kršitev, tudi samo globino kršitev, in jaz se bojim, da vse to skupaj res postaja nek sistematičen poslovni model. Krivdo lahko iščemo predvsem pri državi, saj ko inšpektor za delo preprosto ne ve, kaj naj naredi glede dokazovanja delovnega časa, ko je evidentno, da delavec delo krepko prek formalnega določila delovne zakonodaje, ampak delodajalec to zanika. Skratka, gre za, ko bi temu rekel, suverenost in pogum samih inšpektorjev, da si upajo, da grejo v firmo, da ne čakajo, da pride do njih delodajalec z polikanimi plačnimi listami, ampak da gre, ko slišijo za kršitev, ko dobijo prijavo kršitve, grejo iz pisarne v firmo, pogledajo vse, kar je, vzamejo vse, kar je, vidijo, kakšna je situacija, si ogledajo delovni proces in ukrepajo. Zato si delodajalci lahko dovolijo marsikaj. Premajhnih izplačil ali pa neupoštevanja delovnega časa, omejitev delovnega časa, potem neplačilo regresa, neplačila ur, odvečnih ur, ki jih naredijo, potem bremenitev plač za neke navidezne kazni, globe, predvsem je to se opaža pri voznikih tovornjakov. Ko na koncu izračunam urno postavko, pridem do 2 evra neto, urno postavko, ima delavec. Na sistemski ravni je problematična predvsem naša zakonodaja, ki zaradi pomanjkljivosti dovoljuje ustanavljanje slamnatih podjetij brez kapitala. V takšnih primerih sicer lahko izkoriščen delavec pred sodiščem doseže svoj prav, vendar finančnega dolga od takšnega podjetja nikakor ne more izterjati. Gre torej za kalno vodo, v kateri izredno dobro plavajo slabi delodajalci, ki si lažje privoščijo plačilo državnih kazni, kot pa izplačilo plač izkoriščenim delavcem. Jaz sem zmeraj dajal primer v Avstrije. Tam, če se je ugotovilo, da delajo na črno, se je gradbišče obkolilo strani inšpekcij in tako dalje, so zagradili vse in delavcem vzeli praktično vse, tako da niso več mogli drugič v Avstriji delati. Tu pri nas smo na to opozarjali, pa se ni nič napravilo. Nekateri delodajalci z raznimi zvijačami, kot je odpiranje lastnega podjetja, delavcem ponujajo delo. Jaz zmeraj pravim, to je past. Zakaj? Ker ga potem najlažje, ker ti skleneš njim pogodbo, on pa potem išče najcenejšo varianto in njega lahko potem lažje odpusti, ker pač ni konkurenčen. In tu so problemi, to je celo med sindikalnimi funkcionarji, se to dogaja tudi, da imajo SP še dodatno, da to ni pošteno, ni fair in tu bi morala država res postreči z svojim striktnim nadzorom, ker ima škarje in platne ona v roki. Zraven izjemno slabega plačila so velik problem delavcev migrantov tudi njihovi bivanjski pogoji. Lepo vas prosim, da pa te pogoje ne bom govoril. Jaz vam lahko samo v mailju par stanovanj pokažem, oziroma hiš, ker jih je bilo zvečer v eni sobi po 30, ki je bilo par kvadratnih metrov. To so bili obupne razmere. Za nastalo situacijo pa vsi kažejo zgolj na enega krivca. Predvsem država, z vsemi inštitucijami, ki jih imamo, ali pa dejansko, ali pa nočejo tega izvajati, češ izgovarjajo se, da je premalo inšpektorjev in tako naprej. Saj ni res, vse se bi dalo urediti, če je tu malo več dobre volje. Sama država, pa tukaj ne kažem vedno znova zdaj na nek splošen pojem država, ampak gledajte, če imate inšpektorat za delo, ki
sicer ima, vsi govorijo, premalo inšpektorjev, ampak ti inšpektori, te inšpektorje za delo, zdaj ne govorimo o vseh primerih, ampak se pojavljajo primeri, ko preprosto ne zatajijo je in nadzor in vsi nekako pomagajo. In delodajalci seveda. Zaradi bojazni pred sankcijami žal pred kamero nismo uspeli dobiti nikogar izmed izkoriščenih delavcev. Nič bolje pa ne kaže niti tako imenovanim domačim delavcem, saj je vlada prejšnji torek zavrnila predlog Levice, ki bi najnižjo plačo zvišal na 700 € neto.